Po bolnici te Nicole Kidman čakala, ne? Če veš, kaj hočem reči. Aj fajn, ko gre hitro, ne? Če si za volanom, zna biti tudi zelo, hitra športna vožnja lahko voznika tudi nagradi z zelo posebnimi občutki, ampak veš, je razlika med odgovorno športno vožnjo, ampak pol na drugi strani, ne, pa ne pozabi, pa lahko tudi prehitra vožnja, ki si daje roko z objestnostjo, a bog ne da z alkoholom. No takrat pa hitrost postane norost. Dobesedno. Lej, tole ne bo prvi, pa brez skrbi, da tudi zadnji vlog ne, ko bom govoril o hitrosti. Konec koncev smo se te teme lotili že tudi atmosferci. A veš, večkrat ene stvari ponovimo, boljš bo. Saj boljš je že. Ampak nekaj lufta, predvsem pri tem, kako izrabljamo hitro vožnjo in potem pogosto plačujemo tudi davek, nekaj lufta je še. Obenem tudi ni prvič, da sodelujem z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. Zdi se mi prav in pomembno, da se lotevamo tem, ki so malo tečne, no. Marskomu. Jaz dvomim, da obstaja voznik, ki kdaj, pa čeprav nenamerno prekorača ali pa dajmo reči zapelje čez mejo. Pa ne govorim samo o hitrosti, ne. Napake se lahko zgodijo vsakomur. In te stvari si je treba, če hočeš biti iskren sam do sebe, priznati. Daj mi recimo povej, kolikrat si že slišal za besedno zvezo neprilagojena hitrost? In temu ponovadi pol sledijo stavki v stilu zletu s ceste. Ampak veš, stari, kad ti zletiš s ceste. V najboljšem primeru zletiš nekam tja na pole ali pa na travo, pa mogoče moraš požreti malo ponosa, ki je treba unga s traktorjem poklicati, da te ven potegne. Ben problem. Ampak stari, včasih je pa tam hiša. Ali pa drevo. Ali pa še dost hujš. Včasih je tam lahko človek. In potem, ko se pločevina v delčku sekunde zveriš, nastane smrtna tišina. In ta smrtna tišina, ne, je svoj ime dobila z razlogom. Predvsem pa, če bi vozil malo počasnejš, lani 27 slovenskim družinam ne bi bilo treba obleči črne. Namreč toliko ljudi, 27, je lani na naših cestah še zadnjič zajel sapo. Drugač pa letos smo že na 7. Od tega, pazi, 3 pešci. Nič krivi. Niti mal. Pešec. Poznaš to statistiko, ne? Da če z avtom pri 50 na uro zbiješ pešca, pa ne pozabi, da 50 na uro za avto ni nič, ne? Da je to čisto isto, da bi padel z 10 metrov. Da je možnost preživetja 10%. A pa te recimo zanima, koliko so stari pa povzročitelji teh 7 usodnih letošnjih. 22, 42, 54, 61, 63, 65. A smo se lepo razporedili, ne? Pa ne pozabi, hitrosti lahko totalno sesuje načrte tudi, kaj pa sem na drsalkah, na rolki, vse. Rad bi opozoril na par reči, ker zdaj bo postalo pa zanimivo. Poglej, 21. aprila bo v več evropskih državah potekal ene vrste maratonski nadzor hitrosti. Pridružila se bo tudi slovenska policija, trajalo bo 12 ur, začel se bo že ob 6 zjutraj. Le jaz na to gledam tako, fajn, odlično, da se malo umiri vse skupaj. Take akcije valjda pozdravljam, ampak obenem imam pa tudi en predlog, ne? Zakaj pa sam 12 ur? Leto ima 365 dni. Da bi bilo fejst narobe, če bi se mi generalno tako malo umirili s to prehitro vožnjo. Ok, zdaj pa pazi to. Zate imam par številk, ki ti bodo 100% zanimivi. Leta 2020, pa upoštevi, da smo se vsem malo manj vozili okrog kot ponavadi, je bilo sam iz naslova hitrosti kršitev 116.180. Stari, jaz ne vem, a imamo mi preveč denarja? Samo še en poziv bom naredil. Zato, ker se mi zdi, da je zelo pomemben, da ga slišiš. Vse skupaj je zelo simpel. Prvič, bodite pazljivi v naseljih, upoštevajte omejitve. Tudi tošelj vam bo hvaležen. Drugič, še posebej pazite v bližini šol, vrtcev, igrišč, na prehodih, domovi za ostarele. Tretjič, pazi, ko se vključuješ na cesto, kakršnokoli. Sploh, če prehajaš iz stranske na glavno. V Lukovci smo imeli včasih eno križišče, ki ni bilo semaforizirano. Marsikaj sem tam videl kot otrok. Takšne nesreče, težke nesreče, ostanejo v spominu ljudem že sam, če jo slišiš, kaj šele, da jo vidiš ali pa da si del dne. Četrtič, pazi na varnostno razdaljo. Very important. A veš, ker sem nazadnje preveril, ne, ljudje še nimamo balistično hitrega reakcijskega časa, ne vem, antilope. In to sem rekel samo zato, da ti lahko tale klip iz YouTube pokažem.
Pravijo, da se Lev še danes ni vstal. Petič, daj prosim te lepo, no. Prilagodi hitrost, če so vremenski pogoji slabi. Če se švoh vidi, ne s polnim gasom v meglo. Se veš, kaj se je zgodilo Tom Cruiseu v Days of Thunder? Po bolnici te nov Nicole Kidman čakala, ne? Če veš, kaj hočem reči. Predvsem pa, in tukaj črpam iz osebne izkušnje in to ti polagam na srce. Če se ti mudi, ne rabiš preveč hiteti. Res ne. Če zamujaš, ga ne ser, v easy si ga vzam. Na koncu te itak ne čaka nobena medalja. Kvečemu razumevanje, da se živemu človeku vse zgodi. Mrtvemu pa nič več. Nikoli. Folk, ostanimo varni, no. Ostanimo živi, ker ta del je tako precej pomemben, se mi zdi, no. Čisto iskreno, tudi če boš pozabil vse, kar si slišal v tem videu, daj probi si zapomniti samo teh zadnjih 6 točk. Ali pa ne, tudi stone. Zapomni si samo ta zadnji stavek. Ostanimo varni, ostanimo živi, ker je to lahko totalno dobro. Veš, če si živ, lahko še kaj kdaj počneš pa. Tako da unih 12 ur v sredo 21. od 6. zjutraj do 6. pozno popoldne je super, ampak jaz bi to kar raztegnil na cel let. Dajmo se na cesti obnašati normalno. A čmo? Kdo je za? Jaz dam roko gor. No, jaz sem za. A si ti tudi za? Dajmo biti za, no. Lepo se imejte. Pa ne prehitro voziti. Ajde, čau. Ej. Pa come on. En fail se mi je zgodil. Na Agenciji za varnost prometa so me prosili, če bi lahko tudi s tole jakno na vse skupaj opozarjal. Zdaj sem kufr odprl, da bom skate pospravil in sem se... Pozabil sem. A ste kaj hudi. Pardon. Tako, kot smo rekli, ne, živemu človeku se vse zgodi. Ajde.